Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moj gost danes je človek, ki bi ga, če bi se njegove poti drugače izšle, predstavila kot kirurga s fajn ženo, fajn otroci, fajn službo, fajn avtom in fajn hišo. Ker pa je imel nekdo tam zgoraj druge načrte z njim, je v moji družbi človek, ki podira tabuje in daje prostor za širše in globje vsebine. V svoji družbi lepo pozdravljam Roberta Friškovca. Lepo zdrav, hvala lepa in hvala za vabilo. Kako ste kaj? S kakšno težo dneva prihajate danes v naš studio? Hvala za to vprašanje, bom rekel, sem kvalitetno. Zdaj to kdaj tako odgovorim, ker niti ne vem, kako bi opisal, ker kvaliteta je dobra ali pa slaba, važno pa je, da je kvaliteta. In se počutim prav tako, fajn, sproščeno, nekaj dneva je že za mano, no, ampak ni bilo nič kaj pretresljivega, da bi se zdaj dogajalo, da bi bila res kakšna huda teža. No. Čisti izzivi, ki so bili nekaj telefonov, nekaj stikov in to je to. Lep četrtkov dan, oziroma ko bo to objavljeno ponedeljkov. Zdaj jaz vsakega gosta prosim, da seboj prinese 3 ene take osebne predmete, ki so mu dragi oziroma nosijo kakšno zgodbo, pa me zanima, kaj ste vi danes prinesli. Jaz sem malo, bom rekel, tako razmišljal, kaj ne prinesem, ampak so mi vsi 3 prišli z neko povezavo tudi vsebine, ki jo lahko dam za podnapis k vsakemu predmetu. Prvo je tale zastava Škofje Loke, mojega rodnega mesta, pravzaprav kraja, kjer so zrasle moje korenine, mesto, na katero sem res zelo, zelo ponosen, tako prav lokal patriot. Vsakega tujca, po moje, tudi če ne bi bil Škofjeločan, bi ga peljal v to mesto, ker mi je priraslo k srcu, no, z vsem, kar skriva v vseh kotičkih. Tudi ko sem bil otrok, sem bil v turističnem krožku in sem vodil ljudi po mestu in predstavljal vsebino, no, pravzaprav dušo, ki jo Škofja Loka skriva v sebi. In tako, no, to je eden od predmetov, ki je v moji sobi od takrat, ko sem šel iz samega mesta, oziroma ko sem pač postal duhovnik. In me vsako jutro spomni, no, na moj rodni kraj. Kakšen mogoče skriti biser Škofje Loke za tiste, ki jo še nismo dobro raziskali? Kam bi peljali nekoga, ki ga hočete navdušiti nad mestom? Že samo, če ga pelješ skozi plac oziroma čez mestni trg, lahko imaš tam kar nekaj teh kotičkov. No. Zdaj, odvisno, kakšne potrebe ima ponavadi človek. Ampak ja, ljudje se kdaj želijo usesti in tam je kar nekaj možnosti, da se usedejo dol, da občudujejo, lahko sedijo od zunaj, pijejo kavo in to so tako take stvari. Drugače pa, jaz osebno imam veliko rajš potem uličice, ki so izven tega, tudi spodnji trg recimo, no, ki je nastal na svoj način, pa okolica obzidja, to ne zdaj sam strogi center, ampak tudi, kar je izven tega, se pravi, Puštalj, ali pa na drugo stran, se pravi, proti Kamnitniku. To so taki delčki, no, ki ima vsak en svoj del, ki skriva in ta čar Škofje Loke. No. Mogoče pa je kdo dobil nekakšen namig, kam se odpraviti na lepše. Zdaj, drugi predmet oziroma tale podoba pred nama, zakaj pa ste to prinesli s sabo? To je ikona pravzaprav in predstavlja enega zanimivega svetnika, ki je meni po svoji duhovnosti izredno, izredno blizu. To je pravzaprav Charles de Foucauld. Slovenci, nekateri ga poznajo, Karl, je svetnik, pred kakšnim letom postal. Rojen je bil leta 1858, umrl je pa 1916, 1. decembra v Afriki, kjer so ga pravzaprav ubili ljudje, med katerim je bil kot misionar. Njegova duhovnost pa je bila v želji, da bi ustanovil skupnost malih Jezusovih bratov, ki so pa nastali kakšnih 20 let po njegovi smrti. In on ne posnema življenja tistih 3 let, ko je Jezus delal čudeže, pa ko je bilo vse fancy, pa in sploh, ampak ta karizma nosi v sebi tistih 30 let Nazareta, kjer je bilo življenje čisto vsakdanje. Ja, mi rečemo, da je bil Jezus cesarjev sin, ampak to pomeni, da je mogel prijeti za delo, pa da je bilo kar nekaj odgovornosti, ki so bile povezane s njegovim življenjem, ali pa tudi kasneje z oznanjevanjem, ki ga je imel 3 leta. In zato najdemo male Jezusove brate velikokrat v službah kakšnih hišnikov,
čistilk, recimo, ker so tudi male Jezusove sestre. Ampak bistvo je res tisto, no, da je pač vsakdanje življenje je res čisto vsakdanje. In biti zvest v teh vsakdanjih stvareh, to se mi zdi tako smiselno. No. Ne samo čakati, da se bo zdaj nek ta halo efekt ali pa wow zgodilo v življenju, ampak je življenje sestavljeno iz jutranjega vstajanja, kontaktov, ki jih imaš vsak dan, do rednih obrokov, do stvari, ki te bogatijo, no, da vztrajaš v tem in to prinaša to celoto življenja. Zato sem prinesel s sabo to ikono, ker mi je res ta karizma ali pa ta duhovnost, če rečem, izredno blizu. Uvodoma sem omenila, da če bi se življenje drugače razpletlo, bi tukaj pozdravila kirurga oziroma zdravnika. Ja, verjetno je to tale tretji predmet. Zdaj, ta tretji predmet, stetoskop, je res pač tisto tipično znamenje zdravniškega poklica in jaz sem imel v svojem življenju res veliko željo v obdobju, odraščanja ali pa odločanja, da je postal zdravnik, pravzaprav prav kirurg, tako kot ste na začetku omenila. Ampak tega nisem samo s tem razlogom prinesel s sabo, ampak tudi s tem, ker pravzaprav to zdravnik uporablja, da sliši notranje stvari, ki so v človeku, to se pravi pri dihanju ali pa pri bitju srca in podobno. Jaz sem pa želel pravzaprav pokazati s tem, da v življenju in skupinami, s katerimi se srečujem, je bistveno to, da jih slišim. Saj, če se mi zdaj pogovarjava, pa jaz vas vprašam, a se vi doma kaj pogovarjate in boste zagotovo rekli ja. Ampak, a se slišimo? A slišim to, kar mi nekdo sporoča? Ne samo zdaj zgolj z besedami, ampak z vsem svojim vedenjem. Zdaj, jaz bom dal en klasičen primer, me pokliče gospa pa pravi, naš mulj je na vrata sobe napisal, ne vstopajo, stop prepovedan, kaj ne naredimo. Ampak kaj zdaj lahko slišimo iz tega? Jaz velikokrat nazaj potem odvrnem, rečem, gospa, kaj ste pa pripravljeni narediti? Ja, če bom šla noter, bo pa začel piti name. Ampak vse to, kar se dogaja, je pravzaprav neko sporočanje. A znamo v življenju brati podnapise? A znamo imeti tisto vsebino, ki jo nosim mogoče za hrbtom, ki jo imam v nekem ruzaku? Zato se velikokrat dogajajo razne eskalacije, mi pa ne znamo prebrati. Ali pa ne vem, mladi, ko se z mladimi družim, imajo pač to. Vsi, vse, nič nihče, to je ekspanzija. Se pravi, vse brez veze, nič ni dobro, vsi ste isti. Kako znamo zdaj to zožati in slišati, kaj mi res nekdo sporoča? Jaz s skupinami, s katerimi v življenju kot upravljam poslanstvo, kot duhovnika, želim v osnovi slišati. To je tisto, no, zdaj ljudje si kdaj ne predstavljajo, kaj pa nek duhovnik dela s skupinami, ki so povezane z besedo zapor, ampak jaz skušam povedati na ta način, da skušam slišati, kaj mi sporočajo. Ja, kaj mi sporočajo žrtve kaznivih dejanj, kaj mi sporočajo storilci na drugi strani medalje, kaj mi sporočajo družinski člani enih in drugih, kaj mi sporočajo zaposleni v zaporskem sistemu, ljudje po prestani kazni. Se pravi, skupine, ki so povezane z zaporom, hočeš, nočeš, pa čeprav si nobena žrtev ni želela postati žrtev, ampak kaj mi sporočajo, kaj spregovorijo, kje je lahko odziv na to, kar slišim. Zato sem ta tretji predmet namenoma vzel doma, ker se mi zdi zelo simpatičen. No? Ja, ponazarja del tega, kar je bila moja neka želja pri izbiri poklica, ampak obenem pa tudi to, ravno to besedo slišati. Ker se mi zdi še kako smiselna in pomembna v vsakdanjem življenju, kaj nam ljudje sporočajo. No? Jaz kdaj pri mediacijah, recimo, ki jih imam z ljudmi, ki so v kakšnem konfliktu, ampak mi kakšen par reče, da se še nikoli v življenju nisva tako pogovarjala. Se rekel, kaj je pa pripomoglo k temu? Ja, da se sploh slišiva, kaj sporočava. Ampak ljudje res tekmujemo, kdo bo močnejši z besedami in čigava bo obveljala. Kaj pa mi nekdo sporoča in kaj je v ozadju, a mi da še kakšen stavek več? A mi lahko pomagaš, da slišim celo zgodbo, ki jo nosiš? Zelo zanimivo. Zdaj, tudi vaša pot v duhovniški poklic ni bila ta klasična, da bi zaslišali Božji glas, ki vas je poklical, ampak ste nekako v cerkev vstopili, če sem prav razumela, iz nekega uporniškega vzgiba oziroma zanimanja, dolgočasja. Iz iskanja večjega nesmisla. Aha.
Jaz sem bil kot najstnik, zdaj bom rekel, tipična družina z problemi, ki so zelo tipični sedanjemu času. Ampak v meni se je nabiral, bom rekel, nesmisel do življenja. Tudi vprašanja, zakaj sta me starša sploh rodila, kaj je sploh smisel vsega, zakaj se to meni dogaja. A je kje nekdo, ki pa, ne vem, vidi vse to? In jaz, sem v cerkev prišel bolj v tisti Marxovi teoriji, vera je opij za ljudstvo. Jaz sem hotel videti bolj nesmiselne ljudi, kot sem se počutil sam. In jaz sem res eno soboto moji mami rekel, če me lahko zbudi, da nekam grem, in sem šel v cerkev, se postavil odzadaj in ljudi opazoval, kaj počnejo. Velika večina ljudi naredilo nekaj podobnega Telemarku. Potem so tam, bom rekel, ustajali, sedali, naredili neke drže, ki so bile podobne križu, ampak jaz še danes pravim, da to ni križ. Bila neka ravna črta, tako dol. In jaz, ko sem to pozval, sem se začel pravzaprav smejati. No. Kot moj domači župnik, ki je bil takrat, je imel ene par pomislekov, ko češ, kaj si zdaj ti nek človek, od kje si prišel, ti je nekdo poslal, no. Dobesedno sem enkrat dobil vprašanje, če sem slučajno od Udbe. Od takratne policije, moram reči, tajne policije, ampak hočem reči, da ne, meni je samo bilo eno iskanje bolj brezveznih stvari, kot sem jih doživljal sam. In iskreno, jaz sem jih takrat našel. No? In po parih mesecih, je bilo doma, tako, zdaj boš kar k maši hodil, meni je bilo fajn. Pa ne iz neke vsebine religioznosti ali pa vere, ampak iz vsebine, ko opazuješ ljudi, ko jim nič ni jasno. Jaz še, ko sem študiral tukaj v Ljubljani teologijo, sem se velikokrat usedel na Tromostovje pod spomenik našega ljubega Franceta in opazoval ljudi. Meni je to res zelo simpatično, ker vidiš, kaj je v ljudeh, kaj nosijo, kako smo pravzaprav lahko prazni. Jaz, ko imam mašo, ali pa kadarkoli sem pred skupino ljudi, postavljam eno in isto vprašanje, zelo preprosto, to, kar sem ga dobil od vas na začetku, kako ste? Ker v katerem koli jeziku to vprašaš, sprašuješ eno in isto stvar, kaj je v tebi še živega. Ne vem, hrvaško, kako ide, nemško, vigec, angleško, Hawaii, italijansko, komeva, arabsko, kejfahal. Kaj je v tebi še živega? In to me zanima. In jaz sem v cerkvi začel prav to iskati, a je v teh ljudeh še kaj živega? In še danes veliko, kot rečem ljudem, ko sem slabe volje, jaz moram prijeti med vas, pa vas malo opazovati. Tako, vse ljudje se potem nasmehnejo, tako, smisel, Robi se heca, ampak ne, ni res. To, ker smiselna je živost. Koliko sem jaz še živ. In tudi, bom rekel, to naše nadaljevanje, saj Jezus je rekel, jaz bom z vami vse do konca sveta, mogoče ne v Evropi, mogoče v Afriki, mogoče, ampak on bo. Ampak smiselno je tudi to, koliko smo mi živi. Ker zame je on tudi tisti, ki daje življenje, ki me oživlja, ker drugače je zgolj samo neka ločnica, neka vsebina, ki je tukaj in jaz, ko sem tukaj, ampak če me to ne spodbuja ali pa ne oživlja. Tako da, to so bili te koraki. Zdaj, kako sem postal duhovnik, to je bila pa spet druga stvar, no, jaz sem imel 5 skromnih želja, fajn žena, fajn hiša, fajn služba, fajn otroci, fajn avto. En večer se s tem istim domačim župnikom pogovarjava, po maši, jaz sem začel potem hoditi k maši vsak dan, pravzaprav, no, zdaj bom uporabil eno hrvaško izrazoslovje iz inata ali pa z nasprotovanja. In takrat sem začel potem sprejemati tudi neko vsebino vere, no, dojemati prve 3 besede, ki sem jih slišal, so bili sestre in bratje. Jaz še danes s tem namenom delam s področji zapora, ker to so moji sestre in bratje, ne vem, če so od drugih ljudi, moji so. In druga stvar, ki mi je bila, da sem tega župnika slišal, da je enkrat rekel, da je Jezus Kristus prišel zaradi ljudi, ki ga potrebuje. Jaz sem se počutil hujš, kot vsi našteti, ki jih je on našteval, kdo vsega je rabil v svojem življenju. In jaz sem takrat se zavedal, da pa jaz to vsebino rabim, no. Ob vse praznini, ki sem jo doživljal, pa vseh vprašanjih, je ta vsebina začela mene graditi. Duhovnik. En večer me župnik vpraša, kaj bo zdaj z mano? Jaz pravim, nič. Prav, kaj pa, kaj misliš? Jaz pravim, ne vem. In on gre na telefon, pokliče takratnega nadškofa Lojzija Šušterja in se dogovori, da pride z eno osebo naslednji dan dol. Jaz sem se tako tresel, kot šiba na vodi, res. On je šel najprej k nadškofu, jaz sem zunaj pri eni redovnici počakal, po 15 minutah se zamenjava in pravi takratni nadškof Lojzij Šušter, saj mi je že tvoj gospod župnik marsikaj o tebi povedal, fant, kaj bo zdaj s tabo? Rečem, nič, jaz sem se počutil kot res hud problem.
Pa ste veljali za upornika takrat? Niti ne tako upornik. Jaz sem bil, po moje, čisto en tak preprosti najstnik. Ja, z en kup enimi vprašanji, z en kup nekim doživljanjem sveta okoli sebe. Ampak takrat sem že delal neke korake tudi. In tudi v meni je zorela dejansko ta duhovna dimenzija. Tudi ljudje, ki so me poznali. In on me takrat potem vprašal, če sem že kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu. Jaz sem mu gladko rekel, da ne. Ker si nisem znal predstavljati, kaj to pomeni, da te Bog kliče. Jaz, ko sem kdaj s kakšnimi mladimi birmanci ali pa tudi starejšimi, rečem, se lahko z vami prerekam cel večer, kaj to pomeni, da te Bog kliče. Ker zdaj mi imamo to predstavo, to se mora nekaj zgoditi, ne, tako prav tisto. En velik dogodek. Follow me, Ja. hodi za menoj, ne vem kaj, na mobitelu se izpiše številke nebesa, se oglasi sveti Peter, pa on reče, ja, sama vežem na Boga očeta, pa on reče, a bi ti bil duhovnik, redovnica, misionarka, ne vem, katerikoli že duhovni poklic. Jaz tega nisem nikoli zaznal, ampak on me je peljal v tej smeri, da je fajn, da se posameznik sreča. Tudi potem, ko sem se odločil za semenišče, jaz sem imel še v malih možganih centru za orientacijo, da ja, se mene Bog ne kliče. Tako. Ampak jaz sem hvaležen fantom, ki so bili v semenišču, ker sem takrat spoznal ali potrjeval ta poklic. No. Jaz danes kot človeka gledam v oči. Zato, ker tam slišim to, kar sem si izbral. Jaz kot duhovnik, ko sem postal duhovnik, sem si izbral navmašno geslo, tako kot vsak duhovnik. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših, ste meni storili. To je iz Matejevega evangelija, 25. poglavje, kjer je odlomek o poslednji sodbi. In tam Jezus pravi, lačen sem bil, ste mi dali jesti, žen sem bil, ste mi dali piti, nag sem bil, ste me oblekli, bolan sem bil, uječi sem bil, popotnik sem bil. In ja, eni se najdejo, pa rečejo, kdaj, kje. In oče, karkoli ste storili, kateremu od teh mojih, ste meni storili. Jaz skozi človekov pogled danes slišim to. Ja, lačen sem, ampak tle ne gre zdaj samo za lakoto tisto, da se je treba malo napapati, ampak lakota po neki, bom rekel, besedi, da me nekdo spodbudi. Nag sem, ker sem pravzaprav zaupal ljudem, pa sem me okoli prinesel, oziroma ja, mi zarili nož v hrbet, kot mi rečejo dostkrat. Bolan sem, koliko imamo raznih ranjenosti, ki jih nosimo, ki jih skrivamo, kaj si bojo drugi mislili. Konec koncev zaporov. Saj zapor ni samo tiste 4 stene, ki ti jemljajo svobodo, kaj pa tukaj noter? Jaz, ko kdaj človeka opazujem, zdaj uporabljam slovenski izraz rešetke, no, na obrazu jih vidim, kako te drži. Poznam ljudi, ki se že celo življenje jezijo, so užaljeni, ljubosumni. Tako, no, to je ta klic, no, in tukaj jaz sem to sprejel in tudi potem nadaljujem to. No. Pa je kdaj prišlo do tega preizpraševanja teh 5 vaših fajn stvari, da ste podvomili odločitev? Martin Golob je bil lansko leto pri meni, pa sem ga spraševala, neverjetno, tudi pride kdaj kakšna lepa ženska ali pa želja po otrocih. Je bil kdaj dvom v to odločitev, tudi kasneje potem v življenju? Dvomi so vedno, saj vsak človek ima dvome, saj jih imamo kot, ja, da potrjujemo, ampak zato je ta proces razločevanja pomemben in smiseln in da tudi odkrivaš in potrjuješ, kaj to je. No? Ravno ta gospod Charles de Foucault, on se je pravzaprav spreobrnil, pri njegovih 6 letih so mu umrli starši, ampak on je v cerkev vstopil, on je bil krščan, ampak je kasneje vstopil in je odkrival to, kako ga Bog kliče. Prej je bil vojak, se je pridružil vojski, je pač iskal neko to pot, no? Ampak potem je prepoznal, da pa to ni v življenju to, no? In je iskal vse te duhovni poti, bom rekel, kdor bere njegov življenjepis, je tako res, najprej vstopil trapistom, to je podobno kot imamo recimo mostičnice Terciane, ampak ena od verzij te duhovnosti. Na koncu je želel, bom rekel, služiti kot ta mali brat, kot tisti, ki je v tej nazareški dimenziji. In to ga je navdihovalo in tam se je pravzaprav najdel. No. Dejstvo, dvomi, ja, ampak to ne smeš zdaj kar zamahati z roko, ampak nagovoriti in tudi iskati, kaj to je. Jaz ne govorim, da so zdaj pa žena ali pa otroci, ali pa to, da so zdaj to neke skušnjave. Saj ne gre za to. Gre za tvoja odločanja, ker takoj lahko damo nalepko, zdaj to vse ostalo je pa slabo. To ni res. To ni res. Človek išče to svojo uresničenost ali pa če rečemo poklicanost. Kje sem jaz, da se počutim, wow, to je to.
Kako pa je vaša družina, mama, brat, oče, kako so sprejeli to odločitev? Vi niste iz družine, ki bi globoko gojila vero, ste sploh hodili k maši? Ja, mislim, to so tako, da mi smo tipična delavska družina. Ko je zdaj vera tam nekje v ozadju, mogoče, ja, sej to otroka daš krstiti, ne, ker pač tako nekako je treba. Ne. Ampak, ja, zdaj, kakor se jaz vidim mojo mamo, mama me je predvsem spremljala v tem smislu, a je to, kar mene uresničuje. Ker jaz sem bil res v življenju, tako bi ne vem, katero se stvari rad in kaj tako, proti isto iskanje samega sebe. In jaz mislim, da njena želja predvsem je bila to, da sem jaz, bo rekel, zadovoljen ali pa srečen. Mislim, danes, če me nekdo vpraša, če sem jaz srečen, ne vem, počutim se pa uresničenega. Zato, ker veš, da si na pravem mestu in da je to, no. Ne vem, kako bo vodila pot. Jaz pač do današnjega dne lahko stvar opisujem, ampak to, ko stojiš tudi v težkih trenutkih, ko tudi vidiš, da si kdaj popolnoma nemočen, ne? Tudi kdaj, jaz se kdaj, pripelješ se domov, pa ne vem, si toliko utrujen, da greš lahko sam še v kapelo in greš na kolena in ti solze tečejo po obrazu, ker je tako nerazumljivo, kaj se vse dogaja, ampak tudi v tem se počutiš uresničenega. Tudi to je del tega tvojega, ker danes pojmujemo kot uresničenost samo tisto, kar je zdaj neko smo veseli, zadovoljni in tako naprej. Ampak del tvoje poti tudi to, da pa greš skozi bolečino, da greš skozi nerazumevanje, da greš skozi stvari, ki pa jih ponavadi skrijemo ali pa damo pod preprogo. Torej si tudi vi dovolite te občutke ranljivosti, da vam solze oblijejo? Ja, zakaj ne? To je nekaj logičnega, no, ker zdaj, če človek ne bi naslavljal svojih čustev, potem se lahko zgodijo tudi zelo hude stvari. No? In to je zdaj ravno v pogovorih srečen, ker ljudje ne znajo povedati, kako se počutijo. Ne znajo opisati, bom rekel, stvari. Zato, da uporabljam različne pripomočke, da pridemo do tega, kaj se v človeku dogaja. Če rečem, kaj je v tebi še živega? Kaj je v tebi sploh? Ker kako se počutiš, vprašaš predstavnika, bom rekel, mojega spola, kako naj se počutim, kaj pa naj povem. Ja, v redu, a ne? Pa kaj vidiš, da ni v redu. Ampak a mi date malo podnapisov. Kdaj uporabljam kartice, tako pa rečem, katera od kartic vas nagovori, slike, ali pomagate sliko, kako bi opisali vaše počutje. In potem začnejo ljudje tako ustvarjati, res ob tem in opisujejo, ampak to notranje dogajanje je eno od področij, ki se ga nismo učili v šoli. Nas niso v odnosih naučili res povprašati. Saj mi Slovenci se pogovarjamo, kako si, v redu, pa drugače bo, pa zdravje, tudi nekako. Kako se pa kaj doma, v redu, no, kaj se oglas, bom. Mislim, to se pogovarjamo. Kaj so mene moji starši najpogosteje sprašvali? Kako je bilo v šoli, v redu? Kaj za domačo nalogo? Ne. Se imaš kaj za učiti? Ne. Kam greš? Ven. Kdaj prideš? Ne vem. 6. vprašanje je bilo moje mame, kaj za jesti. Ampak tukaj smo, no, ne pridemo do tega, kako se res počutimo. Kakšne so naše potrebe za tem doživljanjem, no? Kaj je tisto, ko nekomu vrže varovalko ven, jaz lahko rečem, ti si pa ful jezen. Rekel, zakričal. Ampak ti moraš priti do potrebe, kaj je v njemu, kaj si on želi. To je ta, rekel, čar odkrivanja tega notranjega sveta in da se stvari potem poležejo dol. Ker dokaj smo mi samo pametni. Kaj meni mladina reče, moj foter sam teži, pa mati je ful nekaj pametna. Ampak, kaj pa smisel? Ker jih ne slišijo. To, kar sem prej s stetoskopom želel povedati, kaj nekdo ima v svoji notranjosti. No? To je pri žrtvah. Žrtve kaznivih dejanj meni veliko, kot reče, mene sploh nihče ne vpraša, kako se počutim. Pomemben je samo on oziroma ona, ki je storil kaznivo dejanje. Mene rabi za to, da nekoga obsodijo. In zato meni je zelo blizu, so mi blizu postopki obnavljalne pravičnosti. V angleščini se reče restorative justice. Se pravi, kjer pravzaprav ti imaš lahko skupaj, če do tega pride, se odločijo, tako žrtev storilca, kot tudi skupnost, kjer se neka stvar zgodi. Ali pa neke podporne osebe, ene in druge strani. Ampak, ker so tukaj postopki pravzaprav poti notranjega ozdravljanja ali pa tistega, kar te osvobaja. Zdaj, govoriva
bom rekel, besedah, ki meni predstavljajo velikonočno vzdušje. To, kar pravzaprav je velika noč, saj ni zdaj sam kljukca, Jezus je vstal od mrtvih, ampak kaj je smisel tega odrešenja, ali pa če rečem te svobode, ali pa tega, da lahko zadihamo, ali pa da imamo v sebi mir, da je prav ta, zdaj bom rekel, uravnoteženost, harmonija, ne samo neka odsotnost vojne, kot pojmujemo mir, ampak res polnost mojega življenja. No? Tako da zdaj sem malo pelil. Mi je zelo zanimiva ta mediacija med žrtvijo kaznivega dejanja. Kako sploh pride, kdo ponudi to mediacijo? Se odločajo žrtve za to? Je to bolj redka odločitev? Okay. Kakšen je konkretno ta mogoče proces? Jaz sem eden prvih, ki ne bom imenoval mediacija, ker to ne sme biti mediacija. Mediacija, saj zame, predstavlja kjer sta osebi v nekem konfliktu. Vsaka žrtva vam bo rekla, da jaz pa nisem v nobenem konfliktu s tem. On je mene napadel, ali pa on je mene v ropu, ali pa on je mene, ne vem, kakorkoli, storil neko kaznivo dejanje, ki je povezavi s to. Zato jaz nikoli ne govorim o mediaciji žrtve storilci. Pa bomo našli tudi v tujini izraze, ampak jaz sem tisti pristaš, ker si ne želim tega, predvsem, ker ne želim, da se žrtvam povzroča kakršnokoli ponovno viktimizacijo in jih vlečeš v nek odnos, kjer pa oni prostovoljno ne želijo. Rajši imenujem to dialog med žrtvami in storilci. Ja, velikokrat žrtve, ko se srečam z njimi, spregovorijo, da želijo, da se nekaj naredi, ker to ni to. Velikokrat je tudi sama, bom rekel, kazen, ki jo je nekdo prejel, pa je lahko tudi zelo visoka, ne prinaša tistega notranjega miru. Ker niso nagovorene, bom rekel, nagovorene potrebe, ki jih oseba doživlja v neki situaciji. No. Zato je zelo smiselno obravnavati ene in druge, pa tudi toliko časa ločeno, dokler pa če je ločeno, ampak če oni izrazijo, da potem pride do nekih stvari. Žrtve imajo v tovrstnih postopkih možnost vprašati določene vprašanja. Jaz znam zelo klasično, ampak mi sam pomagaš, kje si mene najdu? A sem s čim pripomogel, da se je to zgodilo, kar se je zgodilo? In velikokrat bi rada izrekla en stavek, to, kar se je meni zgodilo, jaz želim, da se nobenemu ne zgodi. Res, nikomu več, prosim. Kje lahko to naslovijo? No? Zato se mi zdijo dragocene take poti. Nikakršne prisile, še enkrat, ne moreš nikogar, da zdaj daš v nek odnos samo zato, da boš ti imel spet kljukco, pri nekem postopku, sploh ne gre za to. No. Kakšne so možnosti, da nekdo lahko naredi korake v svoji poti doživljanja proti tega v svoji notranjosti, ob nekem kaznivem dejanju, ki se je zgodilo. Kako pogosto pa se odločajo? V Sloveniji zelo malo, ker je to še zelo nepoznano. Res zelo malo. No. In tudi po različnih državah, no, nekje je to del kazensko-pravnega sistema, nekje druge organizacije, tudi nevladne organizacije. Tako, možnosti za prepletanje je kar nekaj. No. Jaz pa mislim, da pač slovenska družba, gremo korak za korakom. No, jaz sem to pred leti, jaz sem se najprej začel z mediacijo ukvarjati, potem sem prišel do obnovljene pravičnosti. No, to je bil tudi moj magistrski študij potem na univerzi v Hallu v Angliji. In tudi zdaj kot doktorski študent raziskujem ravno določene vsebine, ki so povezane s tem. No. En konkretni element je sveto v postopkih obnovljene pravičnosti oziroma restorativne pravičnosti ali pa restorative justice, če rečem. Ker kako lahko to motivira nekoga ali pa zavira, kaj je nekomu sveto. Ne. Zdaj vam dam en klasičen primer, zelo tako za eno predstavo za vse poslušalke in poslušalce. Nekdo ti je ukradel poročni prsten, pa prsten, ki ti je ga dala tvoja babica kot popotnico. Ampak zate je to nekaj svetega. Ne? In kako zdaj to lahko tebe spodbuja ali pa motivira tudi v tem odnosu. No? Ali pa zate je sveta družina, ali pa zate so sveti določeni odnosi, ali pa svete so neke vrednote lahko. Koncu je svet prostor, kjer je lahko neka odprtost, da se lahko spregovori, ali pa da se varuje ta odnos. No? Tako da to so stvari, ki jih še vedno tudi akademsko želim odkrivati in delati korake. Zdaj 25 let nekako ste v duhovniškem poklicu, imeli ste srebrno
Srebrno mašo lansko Srebrno leto, ja, mašo. res je. Škofja Kako Loki. pa se je Robert Friškovec skozi vseh teh 25 let spreminjal, oblikoval? Delujete taka zelo postavljena oseba, kot vam je vse jasno, ne? Imate odgovor skoraj na vsa vprašanja, pa verjetno imate tudi vi svoje bitke, bolečine, mogoče kakšne razvade. Kdo pa je kot človek Robert Friškovec? Jaz sem najprej človek in v vseh teh letih sem se zelo zgodaj na začetku naučil, da moram biti najprej človek. Ker če jaz to odpovem kot človek, mi ni drugega na koristi. Jaz sem lahko ne vem kakšne akademske nazive, lahko sem ne vem kaj vse, konec koncev tudi kristjan oziroma katolik, ampak mi nič ne pomaga, če jaz odpovem kot človek. Ker tam se gradi in z vsakim človekom v prvi vrsti sedim, stojim, sem ob njem kot človek. Zato ne glede na to, a so to ljudje, ki so verni, neverni, drugače verni, kakorkoli že verni, se srečamo in se pogovorimo. Meni velikokrat ljudje rečejo prvo, ker pač vejo, da sem duhovnik. Ja, veste, jaz pa nisem veren. No, tako, Kot opravičilo, mogoče. mislim, ja, kot nekaj, kar zdaj pa ja, da ne bo to ovira slučajno, ne, ampak mi da se tukaj najprej srečujeva kot človek ob človeku in to, kar si deliva vsebine, o tem spregovoriva. No. V teh 25 letih se mi potrjuje to, da moram biti človek. Zato, ker to je to, kar ima potem smisel za naprej, no, za delati korake. Ker drugače ljudje res vidijo tudi to. Ja, gospod župnika, ne, to mi dostikrat reče. In potem so kar v zadregi, ker ne vejo, kaj reči. Ker ne znajo povedati. Ker imamo pa spet te ujetosti, kako zdaj dati sebe v nek odnos do duhovnika. Ne. Tako da to je to, no, ampak ja, če je bilo vprašanje, kako sem jaz kot človek, jaz preprosto tak sem, kot sem. Jaz zdaj nimam nekih skrivalnic ali pa več nekih teh možnosti, da pa skačem iz ene vloge v drugo, no, ker bi potem verjetno tudi transakcijska analiza kaj povedala, kakšno vlogo zdaj igram. Seveda, tudi jaz igram vloge, ja, na osnovi nekih mojih ranjenosti ali pa stvari, ki jih imaš, ampak marsikakšne se tudi ne zavedam, marsikakšno sem pa tudi že razrešil, no, da sem drugačen. Predvsem to, ja, na začetku je bilo recimo, ja, ker si imel občutek, da moraš ljudem pomagati. Ampak dokler ne dojameš, da to, kar se dogaja okoli tebe, ni enako ti. In da moraš ljudi opolnomočiti, spodbuditi, da kaj so oni pripravljeni narediti v svoji situaciji. To so bile stvari, ja, igraš neko tisto mesijansko ali pa tisto večni odrešitelj, jaz bom pomagal, ne pomočnik drugima. Ne, to te pripelje, bom rekel, sama pot, da to pravzaprav res ni to, no. Ker potem ljudi lahko navežeš nase in pridejo čez 14 dni in rečejo, joj, Robi, veš kaj tisto, ki sem mi zadnjič rekel, sem probal, ampak ne gre, ne. Ja, potem iščeš, kateri recept boš pa zdaj napisal, ali kako. Ali pa kaj bi pa zdaj bilo. Vedno govoriš potem o tistem, kaj bi ti naredil, ne kar bi on lahko naredil. To je prvo načelo komunikacije, človek vedno sporoča o sebi. In ko nekdo pride z mano v stik, sporoča o sebi, ne o meni. Jaz zdaj rečem, vam otrok reče, vi ste najslabša mama na svetu. In mame kar lezejo skupaj. Ampak otrok sporoča o sebi, spet smo pri tem, kaj slišim. Jaz bi rekel, daj mi povej kakšen stavek več. Ja, vse druge pustijo, ne vem, da so lahko do 11 zvečer, ti pa takoj nekaj zatežiš, da mora biti ob 7. Tako, mislim, zdaj cela drama, ne, tako. Ampak še zmeraj, dajmo malo poslušati, ne, dajmo kakšno vprašanje, dajmo to dobiti čim več, bom rekel, vsebine ven. Ne takoj začeti razlagati, ja, veš kaj zdaj, ko mi potem začnejo ljudje še skakšni, ja, moja mama je to rekla, tako. Ker, ja, generacija, ki jih imamo danes kot mladostnike, najstnike, otroke, eni se imenujejo že alfa, eni so še z, eni so y, te so že skoraj zaposleni vsi, ampak kako, bom rekel, jih nagovorimo ali pa srečamo, no. Zato to vse je mene oblikovalo, no, tudi ja, še enkrat, ja. Sem naredil marsikakšen korak nazaj tudi v svojem življenju, pa sem jih šel 5 naprej, pa tako, je smiselno opazovati sebe, svojo rast in si ne zatiskati oči, da pa ti ne moreš padati ali pa da se pa tebi stvari ne morejo drugače zavrteti. Srečati se s svojimi ranjenostmi, pomanjkljivostmi,
ker drugače lahko delaš hude napake, no? Ker ne stopiš pred ogledalo, no? Pa ne zato, da bi si bil zdaj všeč, ampak zato, da dejansko slišiš, kdo si, ne kaj imaš, ampak kdo si. To je ena od zanimivih tehnik, ko ljudi sprašuješ, povej mi, kdo si. In ljudje naštevajo, kaj vse imajo v življenju. Še enkrat vprašaš, mi poveš, kdo si. In ljudje povejo vse, kaj so vse šli skozi neke izobraževalne, da se končali to šolo, vse. Ampak kdo ti res si? Dokler ne prideš do besede, jaz sem človek. Zelo enostaven odgovor. Kako težko je pa mogoče v zaporu, ko se pogovarjate z zaporniki, pri njih prebiti ta zid, so bolj zaprti vase, kako jim date ta prostor, da se vam mogoče odprejo, če sploh se? Zdaj, jaz nikakor ne bi ločeval zapora od zunanjega sveta. To je že Dostojevski rekel, da je pravzaprav zapor je ogledalo družbe oziroma odprite mi zapore in pokažem vam, kakšna je stopnja vaše civilizacije. Kakšna je? Mislim, takšna, kot imamo zapore, ne? Sej to, kaj se dogaja. To, kar je v zaporu, je to, kar je bilo od zunaj. In kar je zunaj, bo lahko v zaporu. Zato govorim, jaz ne delam razlike. No? Mi imamo ta binarni sistem, ne? Mi dobri, pa oni slabi, ne? Mi zunaj, pa oni noter. Popolnoma identično se lahko najde v zunaj, da ljudje grejo hitro v držo in ko zdaj pa ti govori, ne? Jaz te bom pa poslušal. Ok, jaz si povedal vse, hvala lepa, lahko greva narazen. Samo to, želim izraziti zanimanje, pa še enkrat, to niso samo zaprte osebe, tudi žrtve kaznivih dejanj, družinski člani. Vzorec se ponavlja. Ja, ker te kdaj pokliče nekdo od staršev, pa vi hodite po zaporih, a ne? Veste kaj, naš vnuk je noter, ali pa moj sin je noter, tako, če ja, gospa, ampak, veste, dajte ga spodbuditi, da on izrazi to željo. Ker drugače bomo spet nekoga, ki ga vodimo zdaj od Poncija do Pilata, ne? Da se bo zdaj nekaj zgodilo, ne? Premik. Ampak ni to to, no. Ni to to. Zato želim, da so ljudje. Ena od besed, ki je zelo smiselna, bom rekel, tudi pri poslanstvu, ki je upravljanje, odgovornost. Ali smo ljudje odgovorni za svoje dejanja? In roko na srce, v današnjem svetu zelo hitro lahko jemljemo odgovornost drugim. Jaz to govorim staršem, ne jemati odgovornosti svojim otrokom. Ker se srečujem starši, ki bojo vse naredili za svojega otroka. Tudi to, da jim napišejo domačo nalogo, oni jim vse pripravijo, preberejo domača branja, ni da ni. Ampak, a se zavedamo, da na ta način človeku jemljemo odgovornost? Kako ga bomo naučili, da mora biti on odgovoren v življenju? Ja, mame pobirajo spodnje hlače, nogavice okoli postelje, vse naredijo one. Ampak, aj to finta? Ni. Zato želim vedno, da so ljudje odgovorni, tudi ko izrazijo željo po stiku z mano, po odgovornosti, mislim, da naredijo nek korak, da izrazijo svojo željo. Zato rečem, gospa, dajte ga sam spodbuditi, no? Če bo želel, bo z veseljem. Vedno v zaporu, ko prije neka želja, jo posredujejo naprej in se potem srečaš s človekom. No? Ja, zanima me mogoče, če lahko delite z nami tisto čisto prvo izkušnjo, ko ste se odpravili na prvi obisk v zapor kot prostovoljec. To sem bil star 19 let. Ja, vse, vem, zraven mene je sedel socialni delavec Miha Jeraša, moj prijatelj še danes, po vseh teh letih sva sodelovala v različnih stvareh. No? In ja, jaz sem se tresel. Sem se tresel zaradi tega, ker sem imel filmsko podobo o zaporu. Tisto kot najstnik, ker pač si prežet s raznimi filmi in kako zdaj zapor zgleda, ker me da filmi povejo vse, kar je resnično. Ne? Pa vemo, da ni res, zato ker so narejeni na ta način, da se pač stvar gleda. Ampak ja, jaz sem pričakoval nekaj tacka, tako, ne vem, 13 stropja, zdaj bomo rekel besedo paznik, čeprav uradno jim rečemo pravosodni policist, ampak ja, da je tam, da on zažvižga, se vsi postavijo dve vrsti. In tam sem se naučil tega. To ni živalski vrt, kjer gledamo zdaj nekega severnega medveda, tako, kako zgleda. Tako. Mislim, meni je bilo grozljivo, ko so pri nas v zaporu bile neke znane osebe in potem kamor, ko sem prišel, te sprašujejo, a si videl kaj tega, ali kaj pa to, ali ta je še noter. Mislim, tako, grozljivo mi je to, ker, ne vem, no,
dajmo malo te privoščljivosti, ne? Zdaj pa to. Mislim, za nekatere je tudi to podnapis, da zdaj pa prevečno, ne? Ker pa se je pa ta usedel, ali pa ko pa je to, zdaj pa je tako dela, pa sodišče pa dela ok. Ne? Pa tle ni merilno, to niso enoznačnice, da pa zdaj rečemo, zdaj pa na tem pa stoji ali pa pade naša človeška narava. Tako da takrat prvič je bilo to, ampak od takrat sem pa potem začel drugače. Potem je bilo še, ko sem bil v semenišču, ker pri 19 letih še nisem bil v semenišču, no? Ker sem bil še študent laik, jaz sem začel študirati teologijo kot laik in sem po prvem letniku vstopil v semenišče. Po tretjem letniku mi je takratni nadškof Šuštar dal možnost, ali grem na izkušnjo na Dunaj ali v Rim in sem se odločil, da grem delati v Rim, v enega največjih italijanskih zaporov, to je zapor Rebibbia. Zapor, v katerem je papež Frančišek odprl 5. sveta vrata, zdaj, ker smo ravno v svetem letu tudi. Se pravi, ponavadi se odprejo v 4 katedralnih bazilikah v Rimu, 5. vrata je pa odprl v zaporu. In prav s tem namenom, ker je želel dati poudarek, da zaprte osebe potrebujejo to novo upanje, ker sveto leto ima naslov Romarji upanja, oziroma je vsebina upanja v ospredju. V tem zaporu sem pač nabiral te svoje prve izkušnje, potem se vrnil nazaj, doštudiral tukaj v Ljubljani, kot diakon delal v kliničnem centru v kliničnem centru v Ljubljani, na Povšetovi v Ljubljani v zaporu. In ko sem leta 1999 potem postal duhovnik, se je tudi ta pastoralna oblika začela oblikovati. No? Čez par let je dobila tudi ta, krovno obliko kot vikariat, ampak so vse te skupine, kot sem jih na začetku naštel, no? Se pravi, storilci, žrtve, družinski člani, ljudje po prestani kazni, zaposleni v zaporu, prostovoljci, Slovenci zaprti po svetu. Tako, en tak spekter vseh skupin, ki pa imajo svojo različnost. Ljudje me dostikrat poznajo, to je pa take v zaporu. Jaz se sila branim, no, oziroma dajem podnapise, ker se mi zdi krivično, no, pa ne, da ne bi zdaj želel videti zaprtih oseb, ampak je treba res videti tudi ostale skupine, ker na ta način lahko tudi ohranjaš neko distanco in ne padeš noter, no, v katerokoli to skupino. In to sem se naučil že pravzaprav v Rimu, no, da je smiselno videti res tudi vse ostalo pri tem delovanju oziroma poslanstvu. Pa ste kdaj mogoče sploh v začetkih svojih nosili te zgodbe domov, ste sanjali o tem, ne vem, da ste nosili to težo teh zgodb s sabo? Zagotovo, mislim, bi delal krivico samo sebi, če bi zdaj rekel tako, ne, ampak še enkrat zelo hitro na začetku sem začel pri sebi odkrivati, kaj se v meni dogaja in tudi kje delati te korake, no, ker zgodbe nosiš domov, če delaš je enako ti. Ampak ko ti slišiš, sej ne vem, če se še kdaj vidva, kaj pa je, se ne vem, pač, mogoče bom tudi šel, ampak govorim tako, on mi govori o samomoru. In tukaj, ko ti slišiš te stvari, in zdaj, kaj je enako jaz, ampak ko se ti začneš zavedati, da takrat, ko imaš človeka, ga imaš tam, v tistem momentu, in takrat je smiselno slišati, povprašati, da spregovori, poiskati možnosti, kaj lahko on v neki situaciji naredi. Ne, da mu jih ti govoriš, ampak še enkrat, da skupaj z njim odkrivata. Zato jaz rečem, jaz sem lahko njihov sopotnik, smerokaz, brca v zadnji 3 črke, kakorkoli že to imenujemo. Ker mi bi zelo hitro dali tako, bo treba malo delati, ne? Ta skušnjava zna biti velika. Začnemo spet rešitve iskati, ne? Ampak to so moje rešitve, to bi jaz naredil. Meni je življenje present simple, ne v angleščini. Tako, se tudi narediš to. Tako, in nekdo te pa sam gleda, jaz ne zmorem, meni ne znese, ne vem kva ne. Spet ljudje rečem, sem že vse probal. Dajte mi pomagati, kaj ste probal. Tako da, tudi ko ta najmen pogovor teče, sva tukaj in zdaj. Lahko bo čez, ne vem, 1 uro, pa zakaj nisem še tega rekel, ali pa zakaj ni bilo še to vprašanje, ampak vseeno, zato izkoristiti ta trenutek, živeti v tem trenutku. No. To je ena od umetnosti. Ljudje velikokrat zahajamo v neko preteklost, ne, in sanjarimo, kako je bilo in kako, ne vem kaj. Ali pa prihodnost, ne, kaj vse moram danes še narediti, ne, pa moraš še tja, pa tja. Mislim, najhujše bi bilo, da se zdaj tukaj med pogovorom z vami pač vse obadam, kam moram še vse iti. Ne. Samo ta trenutek ima.
In to je umetnost se učiti živeti trenutek, v katerem si. Tako da, Kam pa ste se vi mogoče v najtežjih trenutkih zatekli po nasvet? Je bila to kakšna oseba, je to Bog, na katerega se obrnete? vse to, kar govorite, vse to, ja, tudi odnos do Boga mora biti, dejansko mora biti. Je to moj odnos, svoj na ti, pa tudi osebe, predvsem osebe, ki me slišijo. Zdaj, tam, kjer jaz začnem dobivati rešitve, tam se ne počutim v redu, ker ljudje potem tako, kdaj tudi ni treba, da ljudje sploh kaj rečejo. Se dobiš nazaj tako, pa te zdaj povprašam, rečem, a bi želel, da kaj rečem na to, kar sem slišal. To meni daj ljudem rečejo, tako, ali želiš, da ti kaj rečem, ali pa jaz rečem sam, lej, prav fajn se počutim, da sem sploh lahko povedal tako, kot doživljam. Ne? In zato, ja, so ljudje v mojem življenju, ki mi dajo prostor in ki me slišijo in sem zelo hvaležen za te ljudi, res zelo hvaležen. Tudi, da se ne obadajo zdaj s čimerkoli, zdaj pa da sem jaz pa, ne vem, gospod Friškovca, ne? Ker tam potem ni prostora, ne? Ker, ja, to lahko sam nek statusni simbol, pa to ni finta. Zdaj zase radi rečete, da imate radi eno besedo izziv v življenju. Res je? In to dokazuje tudi, ko sem raziskovala o vas, kaj vse ste že preizkusili, šli iz teh klasičnih duhovniških okvirjev, peli ste v šovu Zvezde pojejo z Nino Pušlar, Res je? nastopali v oddaji Jaz ti tudi not padu Res je? z Vladotom Bizovičarjem in Jurjem Zrnecem, imeli mašo na Rokotočcu. To so ene take stvari, ki so izven okvirjev, ne, klasičnega duhovnika, takega, kot si ga predstavlja mogoče družba. Kako to, da ste sprejeli vse te izzive? Zdaj sem vedno tudi pogledal nek koncept. To ne zdaj ne pomeni, da bom sprejel izziv tako varianta na TikToku, ne? Da če bo treba skočiti pred avto, da pa skočil pred avto. In tukaj zelo bi treba postaviti meje. Ni zdaj vsak izziv samo zato, da se bom jaz dokazoval, ampak ja, vsebina, s čim lahko pravzaprav nagovoriš tudi v nekem koraku, ki ga narediš. Ne? Maša na Rokotočcu, mislim, zdaj vsi mislijo, da je to zdaj kaj sred koncerta, pa da imaš ti tam mašo, sploh ne gre za to. Ampak ja, dati ljudem možnost, ki so tam. In meni so bile to, bom rekel, res maše. V naravi so bile odmaknjene od samega prireditvenega prostora in ljudje, ki so prišli, tam je bilo kar nekaj raznih ministrantov, ki so ministrirali po župnijah, ampak oni so šli na Rokotočec, ker jim je. Ja, ni ga bilo doma, ker je bil na Rokotočcu, ampak tam so prišli k Sveti maši. In jaz ne govorim, da zdaj bomo pa razvrednotili Sveto mašo in zdaj pa tako. Sej boste najdli kje po svetu duhovnike, ki pa delujejo po različnih skupinah, ki so na robu družbe. Za me ni zdaj samo okvir, imamo župnijo in to, kar je tega župnijskega življenja. Kaj pa vse ostalo lahko? Mislim, zato jaz vidim Jana Govorta, ne, saj tudi zapor. Vsak zapor je na ozemlju neke župnije. Vsak zapor je na ozemlju neke države, ali pa škofije, ali pa tako, zato to spada noter. In to je meni ta spred, ta izziv. Ja, konec koncev izziv, če lahko z neko svojo vsebino nekaj podelim. Tudi, ko ste me vi klicali, jaz bi mirne duše lahko rekel, gospa Petra, oziroma po mailu sva komunicirala, jaz mirne duše dal en izgovor, ampak to je izziv, ne? Ko spremeš in spregovoriš z vsebino. Lahko določenim osebam ni všeč, ker se pač predstavljajo drugače, ne? To pa mora biti tako. In bo izrazil svoje dvome in nestrinjanja, ampak hočem reči, tudi ne želi zdaj, da pa zdaj pa ti spadeš neka faca. Še enkrat, vsak duhovnik je božje orodje. Vsak duhovnik je povabljen, da kanalizira, če rečem temu, vsebino, ki je Bog. In tudi zdaj, ko je vsebina velike noči, recimo, je ravno to, ali je to nekaj, kar dajemo, ali je to zgolj tisto, da bomo pač imeli malo večji obseg trebuha. Velika noč je vsebina, ki jo damo pravzaprav v odnosih. Odrešenost, odpuščanje, mir. Nekaj, kar se mora poznati, upanje. Pa ne neka pocen beseda, sej bo, veš, daj no, malo potrpa, ne, pa bo. Tudi zate pride dan. Ja, a stojimo v človeku. Zato se mi zdi meni vedno smiselno to naše
če rečem, hojo za Jezusom ali pa krščanstvo konkretizirati. Da naša dejanja zaživijo in sporočajo. Konec koncev, da ljudje rečejo, wow, kaj se tukaj dogaja? Potem bodo spoznali, da ste moji učenci, to je rekel moj šef, mislim, Jezus. To je to. Ne, da zdaj pa prav uporabljaš nekih besed, ampak s svojim zgledom, spregovoriš. Eno vprašanje rada zastavim duhovnikom. Kako ste vi s smrtjo? Se bojite smrti? Ali ste... Kdo pa je smrt? Konec tega zemeljskega življenja. Vse ste dobro povedali, ampak to je samo konec. Zame je tudi začetek. Mislim, je prehod. Ne vem, bom skušal dati ponazoritev, so vrata. Ko zaključiš iz ene sobe, pa greš v drugo. Ne znam drugače povedati, ampak smrt je nek trenutek, ampak ja, to je tako, kot da bi rekel, a se bojite zvečer zaspati? Ampak zakaj bi se bal zaspati? Jutri je naslednji dan. Mislim, ustanem v nekaj drugega, v neko drugačno dimenzijo. To mi je ta prispodoba, ker potem nastano lahko spremlja tisto, strah me nekaj končata, strah me končati ta intervju, ker ne vem, kaj bo pa potem, ko končam. Ja, potem so pa koraki naprej v življenje. Zato govorim o smrti kot nekaj, mi se bojimo zapustiti to, kar imamo, bojimo se zaključiti, ker kdaj tudi ne vemo ljudje, kaj pa je pa, Ker problem, če res nekaj bo, in da bo treba dati odgovor za nekaj. Aha, da je večji strah to, da nekaj bo, kot da ne bo. Govorim, tako ugibam. Ja, vse to zdaj imam, kaj če bom zdaj umrl, jaz pa imam vse to za sabo. Ampak tle so te, bom rekel, življenjske modrosti. Na čem gradim svoje življenje? Kaj je res tisto, kar ostane? In res ni iz trte zvito, da je ljubezen res vsebina, ki pušča sledove. In ki ostane, potem se ljudje spominjamo vsakogar, ki je, bom rekel, to sejal ali pa živel v življenju. Naj s temi besedami mogoče pospremiva naše poslušalce, gledalce in se jim zahvaliva, da so bili danes z nami, tako tudi vam. Hvala, da ste si vzeli čas in na tisti mail odgovorili, da pridete. Upam, da vam ni žal. Hvala za vse besede, razmišljanja. In vse dobro vam želim. Z veseljem, enako vam, pa tudi vsem ostalim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.